Prehajamo na četrto točko, predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne. Prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 5, predlagatelj župan, poročevalke pa Katarina Vegelj, Eva Cerar, Varja Suhadolčan in pa magister Renata Vuga. Besedo naj predajem gospe Katarini Vegelj. Izvolite. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Občinski sveti občin Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče so v letu 2007 sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda mestne lekarne, s katerim so ustanovili javni zavod mestne lekarne za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti. Zakonodajalec je v letu 2016 sprejel nov zakon o lekarniški dejavnosti, s katerim je v slovenski pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanju lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti, pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti ustanoviteljic, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. S tem razlogom se danes sprejema predlog odloka v prvi obravnavi. Besedilo predloga odloka je usklajeno z vodstvom vseh občin ustanoviteljic in vodstvom javnega zavoda mestne lekarne. Poglavitne spremembe v predlogu odloka pa so: v 3. členu se spreminjajo ustanovitveni deleži, ki se razdelijo glede na število prebivalcev, in sicer se v občini Kamnik zmanjša ustanovitveni delež iz 29 na 28%, v občini Komenda se zviša iz 5 na 6%, v občini Domžale se zviša iz 33 na 34%, v občini Litija se zmanjša iz 15 na 14%, v občini Mengeš se zviša iz 7 na 8%, v občini Šmartno pri Litiji se zmanjša iz 6 na 5%, delež občine Moravče pa ostaja nespremenjen, se pravi 5%. Ta člen odloka je usklajen tudi s 27. členom zakona o lekarniški dejavnosti, ki določa, da ima vsaka občina ustanoviteljica javnega zavoda pravico in dolžnost v skupnem javnem zavodu zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti na svojem območju ter sodelovati pri upravljanju javnega zavoda v sorazmerju s številom svojih prebivalcev. V 6. členu odloka so navedene oziroma dopolnjene dejavnosti zavoda, besedilo pa je oblikovano na podlagi 5. člena zakona o lekarniški dejavnosti, ki določa, da je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter farmacevtska obravnava pacientov. V 7. členu smo dodali novo enoto, to je lekarna Duplica. V 9. členu odloka so navedeni organi zavoda, in sicer se poleg direktorja in sveta zavoda dodaja še strokovni svet zavoda. Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 32. člena zakona o lekarniški dejavnosti. V 11. členu predloga odloka se spreminja sestava sveta zavoda, in sicer ima svet zavoda po novem 23 članov, sedanji jih ima 17. Občine ustanoviteljice imajo v svetu zavoda po novem 13 članov, trenutno jih imajo 12. Enega člana več pridobi občina Domžale, ki bo imela po novem 4 svoje predstavnika v svetu zavoda. Občina Kamnik ima 3 predstavnike. 8 predstavnikov v svetu zavoda je imenovanih strani zaposlenih v zavodu, trenutno so to 4 predstavniki. Imenovan bo en predstavnik pacientov in en predstavnik strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Besedilo tega člena je oblikovano v skladu z določili 29. člena zakona o zavodih in 36. člena zakona o lekarniški dejavnosti. V 14. členu je na novo opredeljeno, da je nepremično premoženje zavoda last ustanoviteljice na območju, katere nepremičnina leži. Za izvajanje dejavnosti zavoda daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje nepremičnine skladno z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje lokalnih skupnosti. Besedilo je usklajeno z določili 31. člena zakona o lekarniški dejavnosti, ki med drugim določa, da akt o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda vsebuje obseg premoženja, ki se zagotavlja javnemu zavodu, in določbe o obsegu premoženja, ki je javnemu zavodu dano v last ali upravljanje, v našem primeru v upravljanje. 17. člen predloga odloka je dopolnjen, in sicer govori o medsebojnih pravicah in obveznostih med zavodom in ustanoviteljicami. Tudi naslednji 18. člen je dopolnjen, in sicer govori o medsebojnih pravicah, obveznostih in pa odgovornostih ustanoviteljic. Besedilo je usklajeno z
61. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da občinski sveti ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, svet ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani. Spremenjen je člen, ki govori o ravnanju s presežki zavoda, in sicer 21. člen odloka po novem določa, da se presežek prihodkov nad odhodki ugotavlja in namenja skladno z veljavno zakonodajo in da o presežku prihodkov nad odhodki iz zasebnih sredstev odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda v skladu z veljavno zakonodajo. Besedilo je usklajeno z 38. členom Zakona o lekarniški dejavnosti, ki določa, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni zavod, nameni za solventno in likvidno poslovanje javnega zavoda, za investicije v prostor in opremo lekarne ter za razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. Prav tako isti 38. člen Zakona o lekarniški dejavnosti določa, da svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda. Ta sredstva sme ustanovitelj uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Predtem je ustanovitelj lahko sam izbiral, zakaj se porablja presežek, se pravi za ceste, šole, vrtce, to je zdaj ukinjeno. V prehodnih in končnih določbah je določeno, da se mandat direktorja zavoda nadaljuje do njegovega izteka, medtem ko se mandat vseh sedanjih članov sveta zavoda nadaljuje do konstituiranja novega sveta zavoda. V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka mora biti konstituiran nov svet zavoda v skladu z določbami tega odloka. Ko bodo predlog odloka v prvi obravnavi obravnavali vsi ostali občinski sveti občin ustanoviteljic, se bodo pregledale in uskladile vse dane pripombe skupaj z vsemi občinami ter vodstvom javnega zavoda. Ob tem naj pa še omenim, da je javni zavod pred kratkim prejel poziv občine Vodice za ustanovitev lekarniške podružnice v Vodicah. Predpogoj za ustanovitev nove podružnice Lekarna Vodice namreč je, da občina Vodice postane soustanoviteljica javnega zavoda mestne lekarne. Skupni organ občin ustanoviteljic je že izdal soglasje k nameri občine Vodice, da postane soustanoviteljica javnega zavoda mestne lekarne. O tej nameri bo odločal tudi svet javnega zavoda mestne lekarne. Vkolikor bodo vsi postopki uspešni, se bo za drugo branje predloga odloka pripravila ta sprememba z vključeno novo podružnico Vodice. To bo v praksi pomenilo spremembo 4 do 5 členov v našem primeru. Da toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Bi še gospa magistra Renata Vuga, kakšno dopolnitev? Ne, je bilo kar izčrpno predstavljeno, tako da bi bilo na vprašanje. Dobro, potem odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Svetnice, besedo ima Matjaž Šporar, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. V naši svetniški skupini podpiramo ta predlog odloka. Se smatramo, da je tovrstno združevanje več občin koristno, se je tak subjekt lahko močnejši igralec na trgu. Bi pa mogoče dali tudi spodbudo, če bi se spodbudilo tudi še, mogoče še kakšno sosedno občino, recimo Trzin ali Lukovica. Hvala lepa. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Samo eno vprašanje, se pravi, temno 14. člen pravi, da je premoženje, se pravi, last občine. Zdaj, kako je to potem, če slučajne mestne lekarne kot same vlagajo, to ostane potem občinska last ali kot same, mislim, kot pravna oseba, ali mora to vse občina vlagati komplet, to mi nimam tle čisto jasne predstave. No? Hvala. Bi pa tukaj dal besedo magistri Renati Vuga, torej notranji revizorki javnega zavoda mestne lekarne. Izvolite. Jaz bi se sam predstavila, sem Renata Vuga, državna notranja revizorka. Danes tukaj odgovarjam v imenu direktorca javnega zavoda, ki je imela neke objektivne okoliščine pogreba. Glede premoženja zavoda je tako, da so občine lastnice nepremičnin, vsaka občina nepremičnin na svojem področju. Večina v te nepremičnine oziroma vse sredstva v te nepremičnine vlaga izključno lekarniški javni zavod.
občine oziroma nobena ustanoviteljica ne financira lekarne. Lekarna se financira strani ZZZS-ja za zdravila, za investicije pa večinoma iz presežka, ki ga ustvari na trgu. Vse to, kar se vlaga v občine ustanoviteljice, ostaja v lasti tistih občin, katerih nepremičnine so. To se pravi, nepremičnine, kar se vlaga, ostaja, bogati vaše premoženje, da pa uprava enakomerno oziroma pošteno obravnava vse ustanoviteljice, se pripravi vedno 5-letni investicijski načrt, v katerega se vključijo vse občine oziroma njihove nepremičnine v skladu s potrebami, ki se pojavljajo na terenu. Zdaj se zelo veliko vlaga in v nepremičnine in v robote, gre za velike zneske. V te nepremičnine grejo vsi dobički tekoče realizirani lekarne in prav na področju vaše občine je v prihodnem 5-letnem načrtu strateškem predvideno največ investicij, ker se bo investiralo v novo upravno stavbo. Glede na to, da gre za 7. največji javni zavod lekarniški v državi od 24, je prav, da se postavi tudi upravi in centralni lekarni, ki bo zraven ustrezen poslovni prostor. Sredstva za to so že rezervirana in v naslednjem 5-letnem obdobju je vaša občina največja prejemnica sredstev iz presežka nabranega v lekarnah. To je edini vir investicij, ki ga lekarna ima, zato se to bori, da bi to ostalo za namene sodobne IT opreme, za namene sodobnih robotov in za namene lepih objektov. Glede prvega vprašanja drugih občin, pa ni tako lahko. Zakon o lekarniški dejavnosti, ki se je spremenil leta 2016 po 30 letih, mislim, da je redko kjer zakon, ki se toliko časa ni spremenil, in pobuda za to, da je prišlo do spremembe, je bila strani Lekarne Ljubljana. Lekarna Ljubljana je bila zelo agresivna v komercializaciji lekarniške dejavnosti, posegala je tudi na območja drugih občin. Tudi vse okoliške občine so bile snubljene, da imajo enote v okviru lekarniškega javnega zavoda. Zaradi tega je bil tudi nov zakon sprejet, ki pravi, da nobena občina ne sme ustanoviti lekarniške enote na drugem ozemlju kot na svojem. V tej smeri se je še več stvari, ker je bil nov zakon spremenil, temu se je vaš akt ustanovitvi zdaj prilagodil. Druge občine pa morajo tudi same izraziti interes. Ni tako lahko, da bi šli prositi, če hočejo biti zraven soustanoviteljice. Tudi Lekarna Vodice ima več ponudb. Lekarna Ljubljana je ena od teh, ki jo snubi zraven, ampak zaradi slabe javne podobe te lekarne se občina bolj nagiba k soustanoviteljstvu k vam. Je pa po zakonu ne more se priklopiti nikomur, ki ni njen neposredni sosed, zato imate relativno prednost iz tega vidika, ki se jo splača zagrabiti. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Torej, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne v prvi obravnavi in pa predlagatelj najprej pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.